ker je to en trenutek, ki sem ga sama osebno dolgo časa čakala. Mariborska knjižnica je moja matična knjižnica. Prva izpostava je bila v Novi vasi, potem pa knjižnica Tabor pa knjižnica Rotovž, ki sta bili tudi v času študija, recimo, ko začneš dodajati v ta svoj nabor, tudi univerzitetno knjižnico Maribor, pa NUK, pa knjižnico Otona Župančiča, je vedno ostala tista, v katero sem najraje prihajala, ker ima neko meni ljubo kombinacijo miru, ampak ne popolne tišine, ker se mi zdi, da me vedno znova privabi, da grem raziskovati knjige, pozovem kakšno v roke. Odgovor čisto preprost, ker imam rad knjige, ena stvar, druga stvar, tudi sam sem knjižničar, vem, kako potekajo te stvari, tudi mi smo imeli v univerzitetni knjižnici selitev, sicer v mojem času je bila to samo selitev iz prostora v prostor, ko je bila obnova knjižnice, moji predhodniki so to imeli tisto znamenito selitev iz Prešernove v Gospejna. Knjižnica je bila eden izmed prvih prostorov, prvih javnih prostorov poleg recimo osnovne šole, poleg zdravnika, kamor greš. In je bila zmeraj velik del mojega prostega časa, študijskega, izobraževalnega časa. Recimo že v 2. razredu osnovne šole sem poskusila šolsko knjižničarko prepričati, da me vzame kot asistentko. Pa mi je rekla, da sem še premlada, naj se vrnem kasneje v višjih razredih. Jaz sem počakala, sem prišla nazaj po izpolnitev obljube. Je rekla, jaz v bistvu ti nimam čisto zadati tukaj, ne? Jaz sem čisto dovolj za tako majhno knjižnico. Sem mi strašno zamerila. Tako da, kasneje je pa knjižnica začela postajati tudi en prostor povezan z delom, s kariero, z nekim strokovnim razvojem, v katero se v bistvu ves čas vračam po nove navdihe, po novo znanje, nove avtorje, nove imena, nove tekste. Recimo prav danes imam eno veliko vrečko, ki jo moram vrniti na Tabor, pa grem tudi po nov kupček. Knjižnica zame pomeni, seveda, to je moje delovno, to je moja služba, to je ena stvar. Po drugi strani mi pa knjižnica pomeni nekakšen, nikoli nisem smatral kot nek mrtev, kot neka zgradba z nekimi objekti, ki so pač knjige, ampak kot nekakšen živ organizem. Torej, jaz včasih celo tako malo metaforično rečem, da ko nasnim knjižnici, se knjige med sabo pogovarjajo. Mislim, sam sem tudi eden od tistih, ki včasih še te knjižne police malo obteži z kakšnimi svojimi knjigami, tako da imam pravzaprav pogled iz ene in z druge strani. Potem moja žena je knjižničarka, teta je bila knjižničarka, še en kup sorodnikov, tako da v bistvu je knjižnica meni že tak del življenja, da pravzaprav težko sploh govorim o tem kot nekje od zunaj, ne. Ni skupnosti brez knjižnice. Nek prostor, v katerem bivajo ljudje, pač brez te ponudbe, te priložnosti, teh srečanj, ki jih en tak prostor odpira, pač ne more biti nekako zdrav, živ, živahen. Zame knjižnica ni samo knjižna polica, teh imam tudi kar nekaj doma. Je nek prostor izpostavitve svetu, nek način potovanja, takrat, ko ne moreš, ali pa si ne moreš privoščiti, ali pa ni dovoljeno, ali pa preprosto nimaš časa, je predaleč. Potuješ lahko v času, v geografiji, v poljih tvojih interesov. Navsezadnje je to tudi prostor, ki se srečuješ z ljudmi.
mogoče med policami, ko se zatakneš, da se začneš eno drugemu dotikati. Pa malo pokukaš, kaj drugi berejo, ne? Zakaj se ravno srečujete recimo pri kratki prozi, ne? Pa kdo je ta, ki rine v sobico s poezijo, ne? Ker si ponovadi sam. Ampak ja, kar bo pa nova knjižnica omogočila, pa je, da bo v bistvu teh srečanj še več, da bo tudi nek prostor za klepet, ker zdaj vseeno ne bo preveč. Ponovadi se skrijemo v rebel kot kotičko, pa hitro podebatiramo, kaj pa tako na tiho, ne. Bo prostor za dogodke, za skupine, ki se zdaj verjetno razpršijo med vsemi hodniki. Se mi zdi, da bo to samo še utrjevalo neke vizije in možnosti. To pomeni dosti za mesto, zdaj da ne bom patetičen, da bi rekel, da je to srce mesta, čeprav na nek način seveda je. Neko križišče, mislim, da mesta brez neke take splošne knjižnice ni, ne? Ker nenazadnje vse ustanove, vse institucije, vse šole, vsi temeljijo na nekem znanju, ki ga pridobiš v knjigah, pa ne samo znanje, gre tudi za leposlovje, gre za trenutek, ko lahko malo vdihneš, ne. Knjižnice so za mene prostor tudi kontemplacije, ne. Tu je ravno zaradi tega se mi zdi zelo fajn tale selitev, da dobi mariborska knjižnica končno večje, ker meni se zelo bistveno zdi, ne. Sodobne knjižnice težijo k temu, da si bralci naročajo knjige od doma, da si celo naročajo članke od doma, ampak v bistvu knjižnice se mi zdi tisto, ko prideš do police in poleg tistega, kar sam iščeš, najdeš se nekaj, kar sicer ne bi iskal. Tako se pravzaprav bolj širi znanje, ne, in to je knjižnica, ne.